visit the plane in the factory. Oh yeah. I even put pictures of it. To je v redu. Poveljnik je zadovoljen, kako peleš ti 64, če ti vi se pa še za mehanike. Na prizorišče slovesnosti prihaja bojna zastava 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske. Ergo! Na prihod bojne zastave, glasni, pozdrav! Spoštovani minister za obrambo Republike Slovenije, magister Borut Sajovic, spoštovani državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, dr. Damir Črnčec, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš, spoštovani generalni direktor obveščevalno-varnostne službe Andrej Fefer, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na slovesnem sprejemu drugega taktično-transportnega letala Slovenske vojske C-27J Spartan z imenom Edvard Rusjan. Spoštovani zbrani, k nagovoru vabim poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnik Janez Gaube. Izvolite. Spoštovani minister za obrambo, magister Borut Sajovic, državni sekretar, dr. Damir Črnčec, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš, spoštovani poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Boštjan Močnik, spoštovani visoki predstavniki Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, cenjena italijanska delegacija, spoštovane pripadnice in pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, cenjeni gostje. Dobrodošli in lepo pozdravljeni na letališču Cerklje v Krki, kjer je danes že drugo leto zapored za slovensko vojaško letalstvo in zračno obrambo prav poseben dan,
saj po enem letu v floto letal in helikopterjev sprejemamo drugo novo transportno letalo Spartan C-27J. Slovenci imamo bogato vojaško letalsko tradicijo, vojaško letalstvo v samostojni državi pa dobrih 30 let, na katero smo lahko ponosni. V tem kratkem razvojnem obdobju smo dosegli dobre rezultate ter postavili usposobljeno, primerno opremljeno in učinkovito enoto vojaškega letalstva Slovenske vojske. Da je temu tako, govori dejstvo, da smo se lani ob tej priložnosti postorili kot polk, danes pa pred vami ponosno stojimo pripadnice in pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Vojaško letalstvo predstavlja pomemben del oboroženih sil držav po vsem svetu. Gre za eno od ključnih komponent sodobnih vojsk, ki omogoča izvajanje različnih letalskih operacij v podporo miru, vključno z nalogami v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Ponosni smo na vsako letalo, ki nosi slovenske barve, in na vsakega posameznika, ki se zavezuje k varnosti naše domovine. Naše delo ne zahteva samo izjemno znanje o letalski tehnologiji, ampak tudi neomajno zvestobo in odločnost do zaščite naših državljank in državljanov, kar dokazujemo iz dneva v dan, ko zagotavljamo prevoze poškodovanih in obolelih oseb ter nemudoma priletimo na pomoč ob naravnih nesrečah tako doma kot tudi v tujini. S prihodom drugega letala se bodo zmogljivosti in spekter nalog 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe bistveno povečale. Saj ga bomo uporabljali za prevoz vojakov, različnega tovora in opreme, vozil, odmetavanje tovora in padalcev, gašenje, medicinske prevoze in evakuacijo državljanov. S takšnimi zmogljivostmi smo postali samozadostni pri izvajanju mnogih nalog, za katere smo bili do sedaj odvisni od drugih. Za izvajanje dodeljenih nalog pa moramo zagotoviti visoko raven pripravljenosti naših pripadnic in pripadnikov ter slediti tehnološkim napredkom, ki od nas zahtevajo stalno prilagajanje in nenehno usposabljanje naših posadk. Zato v 15. brigadi vojaškega letalstva in zračne obrambe nenehno stremimo pridobitvam novih tehnologij in skrbimo za izobraževanje naših pripadnikov. Danes se s prihodom novega letala poklanjamo tudi izjemni osebnosti naše zgodovine Edvardu Rusjanu, pionirju slovenskega letalstva, vizionarju in pogumnemu inovatorju, ki je s svojimi sanjami na prvi pogled premikal meje nemogočega. Ko po njem imenujemo to novo letalo, ne ohranjamo le njegovega imena, temveč tudi njegov značaj ustvarjalnosti, drznosti in neustrašnega pogleda v nebo. Njegova zapuščina nas opominja, da so sanje vredne tveganja in da lahko s trajnostjo presežemo celo najvišje ovire. Naj to letalo ponosno nosi njegovo ime. Simbolizira ne le tehnično odličnost, temveč tudi željo po preseganju meja, po povezovanju ljudi in po neustavljivi veri v prihodnost. Tako kot je Edvard Rusjan s svojimi poleti premikal obzorja, naj tudi to letalo nosi sporočilo upanja in napredka. Naj se nebo, ki je bil njegov dom, še naprej odpira našim sanjam in ambicijam. Naj ponovim dobrodošlico in želje izrečene pred enim letom o prihodu Martina Krpana. Edvard Rusjan, dobrodošel doma kot 41. član flote slovenskega vojaškega letalstva. Naj te tvoja krila varno nosijo skozi naše modro nebo in širše, z željo, da je število vzletov vedno enako število pristankov. Srečno, Edvard Rusjan. Najlepša hvala poveljniku. Današnjo slovesnost nam bogati protokolarna zasedba Orkestra Slovenske vojske.
Najlepša hvala zasedbi Orkestra Slovenske vojske. Novo taktično transportno letalo Slovenske vojske Edvard Rusjan je bilo, tako kot njegov predhodnik Martin Krpan, nabavljeno po postopku vlada vladi. Pri nakupu obeh letal je vlada Republike Slovenije sodelovala z vlado Republike Italije. Zato ob tej priložnosti besedi vabim ministra za obrambo Republike Slovenije, magistra Boruta Sajovica. Spoštovane pripadnice, pripadniki 15. brigade, ponosen pa prijazen dober dan. Vesel sem, da sem v družbi poveljnika letališča, načelnika generalštaba, poveljnika sil, dr. Črnčeca, državnega sekretarja, sodelavk in pa sodelavcev. 17. december, nikdar in nikoli, ni bil in ne bo za nas navaden dan. Leta 1990 se je v Kočevski reki upravil prvi postroj Morisa. Kot je zapisano na spomeniku, takrat je zadišalo po Slovenski vojski. Če je takrat zadišalo, potem jo danes imamo. S tako pridobitvijo, kot je drugo letalo, smo bistveno bolj samostojni, nismo odvisni od tujih sil pri prevozih materijala, moštva in pa tudi pri dvonamenski civilni rabi. Številne stvari lahko postorimo sami. Poglejte samo letošnje leto. Iz požarov na Krasu smo se veliko naučili. Letala Air Tractorji so letos prihranili številne napore kopenskim silam reševalcev na tleh. Pravočasno in hitro smo zaustavljali požare, posadke helikopterjev so bile izjemno učinkovite. In to delamo tudi z nadaljevanjem tehnike, s posodobitvijo, modernizacijo Slovenske vojske. Veliko smo že postorili, precej nalog nas še čaka. Lepo je decembra slišati, ko se seštevajo številke, da imamo rekordno število pripadnic in pripadnikov v rezervi,
da se nam je na novo pridružilo več kot 300 ljudi, kot jih je šlo v pokoj, da imamo rekordno število štipendistov in da so naši tabori za mlade odlično obiskani. Takrat, v Kočevju leta 90, je postroj imel pomembno nalogo krepiti samozavest, enotnost pred plebiscitom 23. decembra. In zagotovo je kakšen od izjemnih odstotkov enotnosti šel tudi na ta račun. Tudi danes ima Edvard Rusjan pomembno sporočilo. Prihaja v času, ko je svet nepredvidljiv, čuden in pa seveda daje jasno poročilo, da Slovenke in Slovenci znamo, hočemo in zmoremo, da pa smo najboljši in najbolj uspešni takrat, ko smo enotni in v sistemu sil zaščite in reševanja in v Slovenski vojski taki smo in bomo tudi slovenski javnosti, ki je vse prevečkrat na okopih, dajali pozitiven zgled, da če hočeš delo kvalitetno in dobro opraviti, potrebuješ obe roki, levo in desno. Spoštovane pripadnice, pripadniki, dragi gostje, vse dobro ob Božiču, ponosno ob dnevu samostojnosti in enotnosti in pridni in pogumni bomo imeli srečo, zdravje in veliko zadovoljstva ter tovarištva v letu 2025. Hvala lepa, ponosen sem na vas. Srečno, Slovenija. Najlepša hvala, gospod minister. Uradni del slovesnosti bomo zaključili s himno Slovenske vojske in odhodom bojne zastave 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Sledil bo krst taktično-transportnega letala Slovenske vojske C-27 Spartan za imenom Edvard Rusjan. Z prizorišča slovesnosti odhaja bojna zastava 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske. K rezanju traku novega letala vabim ministra za obrambo Republike Slovenije, načelnika Generalštaba Slovenske vojske in poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Spoštovani cenjeni gostje, po rezanju traku bo sledil blagoslov letala.
ki ga bo opravil načelnik vojaškega vikariata, vojaški uslužbenec 14. razreda Matej Jakopič. Prosimo, da stopite k traku. Hvala. En izmed pregovorov pravi, vsi smo angeli za eno perunijo, če hočemo leteti, se moramo objeti. Tako so tudi piloti odvisni ne samo od sebe, ampak tudi od naše kontrole. Zaradi tega imajo tudi svojo molitev, ki jo se glasi takole. Gospod lahko leti po nebeške višave in pogosto sem prepuščen sebi. Tisti na zemlji pa me spremljajo, da varno letim. Da tudi to danes blagoslavljamo to novo letalo, svetega duha. Hvala lepa vsem skupaj, prijazen dober dan. Dobrodošlica na posodobljenem letališču. Se oproščamo za tole zamudo. Naše borke in borci vadijo, gre za proceduro, ki se jih ne sme prekinjati. Tako kot sem že prejle omenil, 17. december za Slovenijo pomemben dan, od tistega postroja v Kočevski reki 1990 do danes, in pa tudi pomembno sporočilo pred praznikom, da se trudimo, pripravljamo in da smo obrambno naravnani. Pozdravljam Edvarda Rusjana na domačem, prenovljenem, posodobljenem letališču in pa pomembno, poleg prevoza moštva, tehnike, oprema, ima letalo tudi izjemen reševalni potencial, torej ponovno govorimo o dvojni rabi, o pomoči pri gašenju požarov, opreme, zaščiti in reševanja. Čestitke za 15. brigado, čestitke in pa pohvala poveljniku brigade, nam sem pa spodbuda, da tam takrat, kadar smo enotni, da hočemo, znamo in tudi zmoremo. Modernizacija in pa posodobitev Slovenske vojske se uspešno nadaljuje. Letalo Spartan je ena od teh zgodb. Naročenih je tudi že 6 helikopterjev za dvonamensko rabo. Pomol, posodobitev ladje Triglav, posodobljena zračna obramba, sistemi IRIS, te prihajajo in seveda poskrbeti moramo za vozila, ki bodo zavarovala naši 2 bataljonski skupini. Ne zaradi NATO, ne zaradi predpisov, ampak zaradi varnosti naših bork in borcev oziroma pripadnic in pripadnikov. Poveljnik, čestitke. Ja, hvala lepa. Ja, hvala lepa. Dobrodošli še enkrat v Cerklju ob Krki. Seveda smo zelo veseli tudi te 41. pridobitve v 15. brigadi vojaškega letalstva in zračne obrambe. To nas zavezuje samo še v prihodnosti k boljšemu in odličnejšemu delu. Vedno smo veseli vsake pridobitve, ki jo dobimo, in vem, da tudi to vpliva na zadovoljstvo ljudi, še posebej, kot je minister že omenil,
letalo je večnamensko, je več uporabno, v prihodnosti ga bomo uporabljali za več nalog, tako vojaških, kot tudi za podporo slovenskim državljanom in pa državljankam. Nova pridobitev seveda je tudi znak, da se tudi mladi vse bolj odločajo za prihod v vrste slovenske vojske in pa slovenskega vojaškega letalstva. Naj omenim samo, trenutno imamo nekje več kot 40 štipendistov pilotov, več kot 15 štipendistov letalskih tehnikov, tako da smo veseli in vsaka takšna pridobitev gre v pravo smer. Zdaj pa imamo še popustitev tam dol. Fotografij.